Jaz to razumem kot v bistvu pisanje dveh, ki pišeta o seksu, ampak tega ne počneta. Mogoče misliš, da mogoče bo to nek začetek pogovora, pa klikneš in je sam tam. Nimam negativnih izkušenj, gremo to na začetku razčistiti. Ja, moški spolni organ. Živijo, gledaš slovar spolne vzgoje. Jaz sem Domen in skupaj ugotavljamo, kaj pomenijo različni izrazi. Pa poglejmo, kakšne so izkušnje s sekstanjem. Pa recimo, da je ta long distance relationship, se pravi zveza na daljavo, je to definitivno zelo, dajmo reči, privlačna ali pa uporabna praksa, zato ker se tako približaš s človekom, ki je mogoče, 1000 kilometrov stran. Čisto živijo, pa se je začela komunikacija prek Instagrama oziroma prek SMS-ov, no. Vedno je bilo spontano in vedno v bistvu ta mogoče spontanost, če pridodah celotni izkušnji. Na njeno pobudo je prišla samostojna na fotografije in jaz sem vedel, kako se na to odzovem in potem sem se v bistvu nekako dogovorila, deva probati to, ker kao noben še ni, ampak glede na, kvaliteto in postavitev fotk, ko mi jih je ona poslala, sem sklepal, da sam jaz še tega nisem probal, jaz med nami. Zdravo, moje ime je Roman Kuhar, jaz sem sociolog. Ameriška raziskava med študentkami in študenti je ugotovila, da več kot polovica je vsaj že enkrat uporabila to metodo, torej sexting, v nekem intimnem partnerskem razmerju, medtem ko to pogosto uporablja tretjina vprašanih. Lahko s človekom živiš, pa recimo, da nimata veliko časa potem, ko pridete domov, pa je to tudi še vedno ena čist spodbudna praksa, tako da spodbudi v tebi neke občutke, ki pač mogoče čez dan, pač ko se ne družita toliko ali pa nista toliko skupaj, pač še vedno so tam in veš, da so in da nekako spoznaš, da ti je ta človek še vedno všeč. Sem Alenka Švab, sem profesorica sociologije. Zadnjih 40-50 let govorimo o tem, da živimo v tej permisivni seksualni kulturi, ki pomeni v osnovi, da je bolj liberalna, ker je bila pretekla, restriktivna seksualna kultura, ki je bila označena z različnimi prepovedmi, pravili, normami glede seksualnosti. Danes pa imamo tak občutek, da je seksualnost nekaj, o čemer pač odločamo posamezniki, posameznice, da vlada neka svoboda. Se je začel, mogoče z nekim tekstovnim, pa se je potem razvijal naprej v slikovne in ostale pač video tudi vsebine. Če je bilo človeku do tega, oziroma če je bilo obema v redu, se mi zdi, da človek zelo hitro vidi, ker se z nekom poveže tudi na taki ravni, a je temu človeku do tega ali ne, ker se mi zdi pa tukaj zelo pomembno poudariti, da mora človek, se pravi, če mu to ni v redu, tudi povedati, zato ker potem prideš tudi do situacij, ko mogoče tega ljudje ne znajo izraziti, pa potem je neka ta čudnost v tem odnosu in tako rata se skupaj malo awkward, tako da mogoče tudi velik poudarek na temu, da se moramo naučiti izražati tisto, kar nam je všeč, pa tisto, kar ne. In to seveda spoštujemo. S svojimi erotičnimi pisarijami in fotografijami ne težimo folku, ki si tega ne želi. V bistvu sploh ne pogovarjaš in kar naenkrat, recimo sploh na aplikaciji Snapchat, je to zelo kar neka popularna v bistvu in kar naenkrat dobiš neko neprimerno fotografijo. V osnovni šoli sem še bila, da mi je prijatelj poslal svoj spolni organ in tu se je zgodilo čist iz nič. Nikoli nisva nič, da bi si bila všeč, da bi karkoli na ta pota napeljevalo. Ampak jaz sem kar iz nič to dobila in jaz sem bila čisto šokirana, pač logično, moj prijatelj, kaj ne, jaz vem, kaj on hoče. V bistvu ne bi vedela glih, zakaj to pošiljajo, ker glih nisem v njihovih glavah, ampak želena slika, sploh če si recimo v nekem momentu, ko se z nekom pogovarjaš in ti je vsaj malo všeč, bi ne vem, mogoče kakšen drug del telesa, ki je malo lepši od moškega spolnega organa. Se mi zdi, da je to, da ti nekomu nekaj svojega intimnega pošlješ, tudi da rabiš neko validacijo od nekoga. In sem ga vprašala, če je kaj narobe, ampak ni nikoli nič povedal, ni želel govoriti o tem, pol pa tudi jaz nisem več silila vanga, ker tudi on ni bil pol nikoli več vsiljiv. In včasih si tako sam, ojoj. V bistvu mene to glih ne gane, sam odklikneš in greš naprej z življenjem, ne da bi pol naprej kaj odgovarjal, kar se mi zdi, da je to kar njihov namen, da bi ti pol odgovoril na to, ampak meni se to ne zdi, da bi... Jaz osebno ne bi na to nič odgovorila.
Sicer nimamo raziskav, ampak na podlagi izkušenj sklepam, da je med vami že skoraj vsak oziroma vsaka, ki je dobila kakšno fotko, ki si je ni želela. Kakšne fotke so vam pa lepe? Moje zanimanje bi nekako vzbudile roke, meni so roke zelo všeč, v bistvu. Ne vem, tudi kot meni, jaz bi tudi rada imela lepše oblikovane roke, zato treniram. In sploh pa, če ima nekdo še lepše roke od mojih, sem tako wow. Ustvarja pa ta naša kultura deljenja fotografij tudi visoka pričakovanja o tem, kako naj bi izgledala naša telesa. Nekako verjetno vsaj za del populacije lahko velika frustracija, ne? Ker mogoče odstopajo od te neke medijsko posredovane predstave mladega, vitkega telesa. Ne? In to ustvarja zagotovo neke pritiske na mlade. In zdi se, ne, da kljub temu preobilju nekih informacij ni prostora, kjer bi se o tem lahko pogovarjali. Evo, ja, zato pa se mi zdaj o tem pogovarjamo. No, zdaj tudi že vsi vemo, da ko daš fotko enkrat od sebe, lahko pristane marsikje, čeprav ne bi smela. Ne samo mladimi, tudi starejši raziskave kažejo, da vsaj občasno vsak od nas pošlje svojemu partnerju, partnerki kakšen tak sexting. Večinoma sicer v obliki besedila, pri mlajših je pa seveda ta kultura pošiljanja golih fotografij ali pa videoposnetkov bistveno bolj prisotna. In v tem smislu se mogoče zdi, da so mlajši tudi bolj ranljivi, kar se tiče tega sextinga. Se pravi, bila je v bistvu ena izmed mojih sovrstnic, hodila na mojo matično šolo, v bistvu si je dopisovala z enim fantom in potem je pač ta fant nekako izkoristil njeno zaupanje in je njeno sliko uporabil za v bistvu nastanek Facebook profila z njenim imenom in priimkom. Bila pa je slika potem njenih prsi in je pač to nastavil za profilno fotografijo. Sem Gorazd Božič, sem vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost CICERT. Možnosti za odstranjevanje so ponavadi na tistih platformah, kjer so slike objavljene. Ker gre večinoma pri teh družbenih omrežjih za upravljalce, ki so v ZDA, se ponavadi, kadar gre sploh za mladoletne osebe, dokaj hitro odzovejo. Vsekakor pa je na mestu tudi prijava na policijo. Policija v teh primerih žrtev zaščiti in sproži postopek zoper storilca. Gre namreč za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo. Fantje so bili nekako na strani fanta, v smislu, ja, kakšen frajer je, ne, da je objavil to sliko. Medtem ko punce smo vseeno, po eni strani smo se zgražali, ker pač je bilo vseeno eno tako obdobje, ko res še nismo bili vsi tam v teh vodah, in smo se nekako zgražali, da je sploh lahko kaj takšnega naredila. Po drugi strani se nam je pa pač zasmilila, ker smo vedeli, da je pač zdaj to prišlo v javnost in da nekako ne bo mogla tega nikoli prav skriti. So pravila za moške drugačna kot pravila za ženske. Za ženske še vedno na nek način se predpostavlja, da ne bo dala pobude na področju seksualnosti, da ne bo izkazovala svojih želja, potreb in tako naprej. So te neka pričakovanja bolj omejujoča za ženske kot za moške, ne? Po eni strani sem se sekiral, če bi to vam prišli, po drugi strani sem si pa tudi rekel, da se to toliko dogaja, da ne bi smela to biti neka tabu tema. Sam sem poslal to fotko in če sem jo sam dal v omrežje ali pa če sem jo sam dal njej, sem hkrati tudi podpisal pogodbo, kjer piše, da lahko ona to pač objavi kadarkoli in me izsiljuje s tem. Po mojem. In nekatere raziskave so pokazale, da približno četrtina tovrstnih sporočil konča tudi na telefonih tistih, ki jim to sporočilo ni bilo namenjeno. Tako da predvsem pozornost pri tem, s kom komuniciramo, kaj komuniciramo in da se vsake toliko časa ustavimo in razmislimo o tem, ali res poznamo človeka na drugi strani. Mislim, pač jaz to tako doživljam, no, ker tudi pač jaz bi lahko njene fotke na isti način zlorabil. Je pa res, da v tistem afektu, ko pač je adrenalin, ne, ko ti dobiš uno fotko, zdaj ko nazaj razmišljam, je to še bolj grozno, ampak pač ko ti dobiš uni, pa se pogovarjata in sploh pa kakšne igre besed, v teh SMS-ih so mi mogoče res nabrali to vzdušje, ampak to vzdušje je pol poniknilo čez 3 dni, ne. Ne bi bilo slabo, če bi se v šoli malo več tudi o tem pogovarjali.
Izobraževanje na področju, kako uporabljamo družbene medije, je pomembno tudi za področje seksualnosti in bojim se, da tukaj imamo pravzaprav še veliko prostora in veliko dela. Bi rekla, da se v družbi premalo pogovarjamo o spolnosti na splošno, ali pa se mi zdi, da je še vedno zelo velik tabu to, no? Tudi če se začne ta tematika pogovora med vrstniki, se mi zdi, da imamo nekako dva pola. Spravi, imamo ljudi, ki so zelo odprti do tega, potem imaš pa še drug pol ljudi, ki pa v bistvu to dajo na stran, pa res nočejo o tem govoriti, pa ne vem, zakaj je tako. Glede na celoten razvoj družbe in tega se mi zdi, da bi bilo to veliko bolj odprto. Zato se bomo v naslednjih videih pogovarjali o tem, kaj pomeni tole, pa tole, pa tole, pa tole. Imejmo se radi. Pa by the way, lahko spodaj v komentarje napišete, kakšne so vaše izkušnje s sekstanjem. Ja? Pa če poznate koga, ki bi ga ta video zanimal, ga malo pošerite. Fajn se imejte.